Skupina 6 izraelskih raziskovalcev je končala eksperiment D-Mars, kakšno bi bilo življenje na Marsu. Razmere na rdečem planetu so simulirali v izraelski puščavi blizu okrožja Micpe Ramona, ki spominja na Marsovo okolje s svojo geologijo in videzom. Udeleženci eksperimenta so raziskovali različna področja, pomembna za prihodnjo misijo na Marsu, vključno s satelitskimi komunikacijami, psihološkimi učinki izolacije, meritvami sevanja in iskanju življenjskih znakov v tleh. Udeleženec Guy Ron, profesor jedrske fizike z Hebrejske univerze v Jeruzalemu, je dejal, da projekt ni bil namenjen le iskanju novih pristopov pri oblikovanju prihodnjega poslanstva na rdečem planetu, temveč povečanju javnega interesa za ta planet in misije na njem. V srednjem Iranu je slabo vreme včeraj in danes oviralo iskalne in reševalne ekipe pri njihovih prizadevanjih, da bi našli letalo s 65 potniki in posadko, za katere so se bali, da so vsi mrtvi. Danes dopoldne so končno našli njegove razbitine. Turško letalo ATR-72 s turbinskim motorjem je strmoglavilo blizu mesta Semirom v provinci Isfahan. Njegove razbitine so našli v bližini mesta Dengezlu, nedaleč stran od Semiroma. Na območje nezgode so že včeraj poslali več kot 100 reševalcev, ki pa v nedeljo popoldan po lokalnem času niso našli dejanskega mesta nesreče zaradi težkega gorskega terena in slabega vremena. Na pomoč so priskočili tudi pripadniki Islamske revolucionarne garde, iranskega društva Rdečega polmeseca in iz lokalnih bolnišnic. Poljska je pred kratkim sprejela zakon, ki naroča obsodbe za vse, ki trdijo, da je Poljska sodelovala pri usmrtitvah več milijonov Judov med drugo svetovno vojno. Odzivi na to so burni. Tako je izraelski predsednik Reuven Rivlin včeraj na konferenci v Jeruzalemu povedal, da so Judje, ki so sodelovali z nacisti med drugo svetovno vojno, na nek način nižja stopnja. To je povedal dan zatem, ko je poljski premier Mateusz Morawiecki dejal, da so tudi Judje, tako kot Poljaki in drugi, bili med storilci nacističnega holokausta. V tem času burne razprave so se pojavile v nedeljo še svastike in protipoljska gesla na veleposlaništvu Poljske v Izraelu. Na münchenski varnostni konferenci v soboto pa je Morawiecki izraelskemu novinarju, ko mu je ta rekel, da so nekateri Poljaki sodelovali z gestapom, v odgovoru izenačil židovske storilce s poljskimi, ukrajinskimi, ruskimi in nemškimi storilci. Več vasi blizu gore Sinabung v Indoneziji je pokrito z debelim slojem pepela, potem ko je izbruhnil aktivni vulkan. Ta vulkan je potem, ko je bil skoraj 400 let mirujoč, lani avgusta začel spet delovati. Ta vikend pa je imel enega večjih izbruhov. Vaščani od takrat nosijo maske na obrazu in čistijo pepel. Bližnje letališče pa je že izdalo rdeči alarm. Zaenkrat poročajo, da med prebivalci ni žrtev zaradi izbruha in sekundarnih posledic.